Kaj pa, kad cel dan odlašam, da bi šel vlog nekam na lepo posnet? Pa začne malo padat. Toča. A veš kaj? Jaz mislim, da ta dež ne bo dolgo trajal. Če je že direktorski avto, ne? Pa ga lahko ponucam za to, da v miru nekaj naredim. Ja. Bitna informacija pred predorom Karavanke. Mimogrede, slišiš ta zvok? Da veš, to sem pozabil včeraj povedati. No, zmeri nekaj pozabim. Preden se lotam vprašanj, ki ste mi jih poslali, in tih je bilo res veliko. To, kar ste ravno slišali, je ena zanimiva funkcija Volvovega radia. Gre za to, da lahko izbereš... Trebuhnut, te pravim. Gre za to, da lahko izbereš kao učinek koncertne dvorane. In moram reči, da je kar kul. Pri muziki se odlično sliši. Sploh pa pride do izraza, če kdo takole govori, ali prometna poročila, ali če poslušaš podcast, ali pa kaj podobnega. Ok, čas do vprašanja. Čak se malo, da se upišem. Geslo, double anal. Was that a joke too far? Ampak ziher ima kdo tak geslo. Ziher. Preden začnem odgovarjati na vprašanje, moram reči, da jih je bilo ogromen. Jaz sem zbral tiste, ki se mi zdela v tem trenutku najbolj zanimiva. Ampak seveda pa povabilo k vprašanjem velja v vsakem primeru od zdaj naprej. Kadarkoli sem na voljo za kakršnekoli vprašanja in ko se jih bo nabrali dosti na kupu, bom naredil en vlog posvečen samo temu. A smo zmenen? Ožbe Petrovčič, če bi imel med 30 in 50 jurjev, katero avto bi izbral? Ford Focus RS. Konc debate. Tevš Ribič, s katero kamero snemaš, s kakšnim fotoaparatom slikaš? Ok, zdaj je to tako. Jaz vsak vlog posnamem s svojim telefonom. To je Samsung S7 in tudi čisto vse zmontiram na tem telefonu. Zdaj pač ne morem ga pokazati, ko snemam. A ja, ne, lahko ga pokažem, lega. A ga vidiš? Nisem še povedal, s katerim fotoaparatom slikam. Slikam z dvema službenima Nikon D3S pa Nikon D700. V moji lasti imam pa Nikon D800. That's it. A ja, mimogrede imam tudi Instagram account, imenuje se Komotar Minuta. Gre pa v bistvu samo za tiste fotke, ki so meni najbolj všeč, pa valjda, ki sem jih jaz naredil. Gremo naprej. Iztok Franko, novinarski kolega, ki je svoje talente odnesel v Dubaj, mimogrede, me sprašuje, če se še spomnim, kje sva se prvič srečala in v kakšnem avtomobilu sta se tistega dneva peljala. Ok, zdaj tako, srečala vem, da sva se na Mobikrogu, to je bilo dirkališče včasih na Dolenjskem. Tisti dan vem, da je bil tam tudi en Ferrari 360 Modena, v katerem se jaz nisem pelil. Je bil pa tudi Draganović tam z dirkalno Hondo Civic Type R, tako da v tisti sem se pa jaz pelil. A je možno, si se tudi ti v tisti pelil? Jan Kus, Žiga Maroh pa Mojca Žiberna so samo 3 od 16, ki sem vprašal, zakaj z otrokom govorim angleško. Ok, to pa zdaj rabim malo več časa. A veš, jaz sem se že kot mulc angleščine naučil čist samo od sebe in sem že, ne vem, v 6. 7. razredu osnovne šole govoril kupenih naglasov. Pač jeziki mi laufajo in tudi z nemščino je podoben. Meni angleščina že kot otroku ful prav prišla in noben mi ne bo rekel, da je isto, če se angleščino začneš učiti v, ne vem, v 5., 4., 3., 2. razredu ali pa ne vem, kjerenkoli razredu, ali pa čez no gor zrasteš. In to je čist drugače. In sem se mislil, lej, če ji lahko nekaj dam, s čimer jaz nimam nobenega truda, pa da bo ona od tega nekaj imela, oziroma da bo ona od tega veliko imela, zakaj ne bi tega naredil? A ja, pa Mojca Žiberna sprašuje tudi, kako je hčerki ime? Ava Dalin. Pa če imam svoj avto, nimam svojega avta. Viktor Mijatovič, kaj bolj priporočam, vloganje v slovenščini ali angleščini? Viktor, zdaj pa tako, tudi jaz sem še totalen ruki, kar se tega tiče, tako da ne moram pametvati, ker to res ne bi bilo na mestu. Je pa res, da angleščina tudi mene mika. Pač odprejo se ti čista nova obzorja in z njimi čisteni novi gledalci, oziroma večja grupa ljudi, ki te lahko spremljajo in te valjda razumejo, ampak v tem trenutku jaz ne vidim potrebe za tem. Kaj pa, če bi jaz malo kot kamere zamenil, a? Sebastian iz Lukovce. Moj rodni kraj. Seba stari. Seba se valjda zajebava, ne? Ampak bom odgovoril čisto na vsakega njegovih vprašanj. Koliko je moj prvi golf na števcu? 220. Kater krof je boljši, trojanski ali miklavški? Ni debate, miklavški 100-krat boljši. Zdaj se pa stvari malo zapletejo, ne? Katera žemlja je boljša, lukovška ali miklavška? Stari, ne mi tega delati. Next question! Hej, mimogrede, scat je nehal. Tako, kot sem rekel. Čak, ne vidim dobro. Matic Šerc sprašuje, če dobimo kakšne namige o tem od uvoznikov, kako moramo pisati ali pa na kakšen način. Matic, tole delam že 12 let, pa nad mano še nikoli ni bil izvršen kakršenkoli pritisk, kako moram pisati, na kakšen način, ali pa da moram kakšno stvar posebej pohvaliti, ali se pa kakšni stvari izogniti. Pa valjda njegovo drugo vprašanje se navezuje na vse skupaj, a so vozniki kdaj jezni, če avtomobil grajamo? Mi avtomobile seveda tudi pograjamo, če si to zaslužijo. Niso vsi avtomobili top shit, če veš, kaj hočem reči, ne? Redko se pa tudi zgodi, da kakšen avto čist do konca skurcamo. A ja, pa zapomnite si nekaj. Lezenje v rit na dolgi rok ne gre skozi. Drugač pa, povabilo še vedno velja, kadarkoli sem na voljo za kakršnekoli vprašanja, ki se jih nabere spet dovolj, jih zberem in na njih odgovorimo v vlogu. Nekaj me nos srbi. A, sem rekel hvala za vaše vprašanje. Hvala za vaše vprašanje. Toča je bila, ne? Pa neslo je po stran vse.
Soseda, vam pridem malo pomagati, a prav? Vam pridem malo pomagati. Pridem sosedi pomagati. Še kaj najbolj smešen? Veš, sosed ima jabolka in pa kakšen nekdaj na cesto pade in to je v bistvu soseda še najbolj moti. Ne to, da je bila toča, da je vse živo mokro, to, da je kakšen jabolk na cesti. Lej, kaj češ? Eno dobro delo na dan, neki.